Prav vsem. Dobrodošli na otvoritvi razstave ilustracij za zbirko Vredka pripovedka. To je zbirka 14 knjig. Tukaj je razstavljenih 10 in sicer izbor teh ilustracij. Izzivov in domišljije na vsaki strani skorajda. Tako da, ampak v vsebini bo več pisateljica Breda Smolnikar povedala. V tistih letih med obema vojnama so otroci morali prodajati, kar je dovažala. Moža ni spraševala. Imela je napeljane niti do daljne Amerike. Kapitani so radi delali z njo. Zabavala jih je njena trdost in nepopustljivost na tistem daljnem tujem sušaku. Radovedno so se bližali obali v čovnu, kjer je stala naščepirjena, vsa svetlikajoča se od zlatnine na visokih petah, v najboljši obleki, trdno odločena, da je nihče ne ogoljufa. Poskušali so, seveda so poskušali, a se ni pustila. Pa nič, je govorila, bom prodala drugam. Jutri pridajo z Finske, tako poceni ne dam ne fižola in ne gob. Svoje usrane rozine pa peljite, kamor hočete, je govorila. Pa čeprav jo je tiščalo v grlu in se je bala, da se dečci ne bodo odpeljali na ladjo, ki je tuja, težka in daljna, globoko potopljena v morju, ležala tam, polna rozin in fig in limon in pomaranč v trebuhu, ki si jih je rozina tako želela. Vzorčke v vrečicah, ki so jih kapitan in mornarji pripeljali na suho, da je mogla z nosom, jezikom in rokami oceniti, ali je roba dobra, je malomarno vrgla pred kapitana, ki je okleval, medtem pa še vedno med zobmi grezljala tujo, sladko grško robo, sušeno na vročem južnem soncu in zaničljivo krivila ustnice navzdol. Ne vzamem za to ceno. Srce ji je razbijalo, ker ni vedela, kako bodo moški reagirali na to njeno gesto. Če jutri ne bodo vzeli Finci, peljem fižol nazaj, je rekla. Prodala ga bom za med na Madžarsko. Z vami se ne pogovarjam več, je rekla. Pogledala svojo razkošno zlato uro, ki si jo je bila pred leti kupila za prohibicijski denar v Ameriki, ko sta z možem skrivaj kuhala žganje in ga prodajala. Šofer Pretnar je stal ob njej molče, v strahu. Veliki, čokati mornarji so bili znani pretepači. Če so bili pijani, so bili nevarni. A Rozina se jih ni bala. Že se je napol obrnila, ko da odhaja, pa se sklonila k cekarju ob svojih nogah, kamor ga je bila položila, ko je preizkušala grško robo v vrečkah. Veliki medaljon na dolgi, debeli zlati verižici ji je bahavo nihal, ko se je sklonila k cekarju. Počasi je segla van, diamanti na zlati uri so se razkošno zacvetili, lišpavi uhani od narodne noše, največji, kar jih je imela pa jih je več parov, so se pobliskali, ko si je popravila bujne valovite črne lase. Sklonila se je tako k cekarju in potegnila ven svoj zadnji adut, litrsko steklenico z domačim žganjem. Tu imaš, je rekla, da ne boš zastonj izgubljal časa z mano. In mu pomolila steklenico z ognjeno vodo. Brez pomišljanja je zgrabil steklenico, zobmi izpulil plutovinasti zamašek, ga prijel z roko in že zlival vase rozinino žganje, za katerega bi se lahko reklo, da mu na Kranjskem ni bilo enakega. Žganje je bilo res zadnji rozinin adut. Če je začarala celo Ameriko z njim, bo tudi tega leposmatega hlačonastega detca. Vsa pokončna mu je obrnila hrbet. Čakaj, ženska, vzamem, je dejal kapitan. Pod mojimi pogoji, je rekla Rozina z dvignenim glasom, preden se je zasukala, z glasom, ki ni trpel ugovora. Va Paris to dijalo, je dejal, ko jo je spet mogel videti v obraz, pa steklenico v roki z drugo roko pobral vrečice, ki mu jih je bila vrgla pred noge, ga motu keratomu. Mornarji so se nagnili naprej, da bi planili nad njo, pa se je zasmejal, pljunil v morje, ji vrečico vrgel nazaj, da jo je spretno ujela, ga moto Hristo, mignil mornarjem, naj se umaknejo, pali jim pustes, se še enkrat zasmejal, zmajal z glavo in odhlačal svojimi proti čovnu. Še vedno godrnjaje tisti svojega motu keratomu. Veliko si upaš, je momljal Pretnar, trd od strahu. Ona pa se je samo suha zasmejala in rekla, molči, ne mešaj se v moj posel.
Enkrat samkrat ji je šlo za nohte. Eden od mornarjev, največji in najmočnejši orjak, se je hotel dotakniti med pogajanji s kapitanom. Pomežiknil je svojim, ji stopil za hrbet, ko ni bila pazljiva, pa jo prijel od zadaj, vso majceno in drobno, jo stisnil v primež, ji nasilno razprl bluzo, da so odleteli gumbi in ji segel v negerja, ji potipal dojke in se s kosmatim obrazom približal njenemu vratu. Mornarji so ju obstopili, se nagnili naprej, opalijo malakas, daj so pobrodavali, a že se je stresla od presenečenja in groze, spustila cekar na tla, da so se jabolka, ki jih je imela s sabo za malico, odkotalila po obali, pretresljivo je zacvilila, pa se zagrizla z zobmi v njegovo roko, da je odskočil, kot bi ga kača pičila, pa jo podrl na tla skata. Mornarji so se odmaknili, obmolknili, obmirovali, bile so jih samo debelo izbuljene oči, iz gobcev so se jim videli rumeni, oškrbljeni, črvivi zobje in otečeni, hrapavi, zeleno-sivi jeziki. Iz odpete nedeljske bluze so se na tleh ležeči rozini zasvetile bele prsi, izpod širokega krila so se pokazala jedra bedra, lačni mornarji so okameneli. Daj, a že se je z eno roko si prijela salonar, si z drugo popravila bluzo, kriknila Marija z brezi, pomagaj mi, skočila k višku, kar poletela k vsiljivemu mornarju in ga začela obdelovati s peto čevlja, s tako silo in hitrostjo, nerodno poskakujoč pred njim na eno nogo bosa, da se je orjak, presenečen nad njenim divjaštvom, začel umikati in ko je bil že tik ob vodi, se je od voja razuneta pognala proti njemu, za hip postala, kot da premišljuje, kaj naj stori z njim, pa butnila van z vsem telesom, vreščeč, ti bom že pokazala, tu imaš, in ga kot prazen žakelj pahnila v vodo, da je od njegove teže morska voda mogočno brizgnila v zrak, se tako nežna in drobna, z dvignjeno roko in salonarjem v njej v hipu zasukala proti drugim, ki so odprtih ust in prepadeni stali na mestu in kriknila, kdo bi bil še rad moker. En sam hip so bili sovražni in pripravljeni planiti nad njo, a jih je njen pogum zadržal. Njena drobna roka je govorila, da ne bo predaje. Zmožna se je bila vreči v morje, čeprav ni znala plavati. Naslednji hip pa so se že smejali. Režali so se tako, da so se kar po kolenih tolkli, pa se posmehovali svojemu mokremu tovarišu, ki je niže ob obali prilezel ven. Tu, kamor ga je bila pahnila, je bila voda globoka, saj je bilo pristanišče in na tem mestu ni bilo mogoče priti iz vode. Sama se zmeniva, je potem rekla kapitanu, ko se je spet obula in so se nehali krohotati in ji pomagali pobrati razmetana jabolka. In gumbe tudi jim je ukazala tako resno, da so začeli iskati tudi te. In ko sta se zmenila in si segla v roke, je kapitan podržal njeno ročico v svoji, se zresnil, prej mu je usta ves čas nosilo na smeh, gledal jo je, kot da jo vidi prvič v življenju, zakaj take zabave v življenju še nikoli ni imel, take ženske še ni bil videl in dejal, če boš kdaj hotela, samo reci, cena ni važna. Izpulila mu je roko in se sklonila k salonarju. Bi rad tudi ti, je dvignila glas. Rad je rekel, samo drugače. Ko bi Brinovc vedel, bi je nikdar ne pustil med take divjake.